jutro po še enem porazu slovenske reprezentance, tokrat proti Švedski doma. Ne morem reči več, da je tako težko, kot je bilo nekoč, ko smo bili nekoliko mlajši, malo bolj naivni in takšne stvari. Vseeno pa grenkova poraza za tistega, ki navijaš za svojo nacijo, seveda ostaja. Ampak problem je večplasten. Začne se mnogo višje, ampak dobro, do tega še pridemo. Tisti, ki imate radi košarko oziroma slovensko reprezentanco, ste seveda vsaj delno spremljali, kaj se je včeraj dogajalo oziroma še prej proti Estoniji. Rezultat seveda ni spodbuden, 2 poraza, kot je trener Sekulič delal, 2 poraza, kljub temu, da smo pričakovali oziroma se nadejali 2 zmag. Zdajle po teh tekmah, ko je seveda zelo enostavno biti general, se v bistvu zdijo te besede utopične oziroma iluzorne, ker smo v bistvu na obeh srečanjih bili precej daleč od samih zmag. Ampak je, kar je in bom se dotaknil obeh porazov, obeh načinov igranja, težav, ki jih sam vidim in ki bi se jih po mojem mnenju dalo malenkost drugače rešiti. Če so vam pa podobne analize všeč oziroma radi poslušate zadeve okoli slovenske reprezentance, vas pa lepo povabim, da se naročite na moj kanal. Zdaj čisto na začetku, če grem na tekmo z Estonijo, tam je v bistvu kar težko najti neke prave besede, zato ker tole je bil konkreten polom, razpad sistema, debakl in tu se ne moramo skrivati pred ničemer. Pa niti ne rečem, da se kdo je, Alen Omić se celo opravičil za predstavo, medtem ko je tudi Sekulič nekako prevzel poraz oziroma odgovornost za poraz. Ampak zdaj kot sama blamaža, ki boli, ki mora boleti, način, kako se je to zgodilo, ko sve nikakor, ampak res nikakor nismo prilagodili nasprotniku. Mislim, to se ponavlja. V primeru selektorja Sekuliča se to v bistvu ponavlja. Primer je Poljska, četrtfinale, ko smo prišli v bistvu izgledali kot nepripravljeni, čeprav smo imeli kar nekaj časa za pripravo. Primer je Hrvaška, kvalifikacije za olimpijske igre, ki smo tudi imeli kar nekaj časa za pripravo, pa je bila prva tekma, pa smo imeli takšen pristop, da joj. Primer je zdaj Estonija, pa najverjetneje primerov še več. Dosti sem razmišljal o primeru Sekulič v bistvu. Kljub temu, da mislim, da je to eden fajn karakter od človeka, ampak mogoče pa ni primeren ne toliko karakterno v trenerskem smislu za te fante, ki jih trenutno vodi. Glede na to, da je deloval v zadnjem obdobju v Rusiji, v močnem klubu in mislim, da je bil na končnem 2. mestu s tem klubom v res močni ruski ligi, glede na to, da je premagal Partizana z Dubajem v sred Beograda za naslov ABA lige, bi dejal, da mu ustrezajo ekipe, ki so izkušene, ki imajo močne posameznike, da zna z njimi delati. Nekdo, ki je že preučil košarko na igralskem nivoju, se pravi vodi igralce, ki so res na visokem nivoju. Medtem ko pa z nekoliko manj izkušenimi pa to očitno ne pije vode. To se zdaj že pa kar nekajkrat pokazalo, posebno v primeru slovenske reprezentance, ampak v slovenske reprezentanci je on očitno kar malo zacementiran, mogoče kar malo boli. Pa vedno se mi je zdelo, da malo premalo prevzame odgovornosti, tokrat jo je, ampak vedno se mi zdi, da je malo v preteklosti premalo prevzel odgovornosti. Če ne gre, enostavno ne gre. In jaz mislim, da v tem primeru ne gre. Spravili smo se v situacijo, ko gremo v drugi krog kvalifikacij, ker se srečamo z Francozi, Finci, Madžari, če se ne motim, ampak za ostankom. Prenesli smo 3 zmage, Francozi in Finci več, pa tudi z naše skupine, Švedi več, v glavnem težko bo. Vemo, da Dončića ne bo, oziroma govori se zaenkrat, da ga ne bo zaradi teh zasebnih zadev, v redu. Je pa še tu, so še drugi primeri, drugi odlivi in ne vem, kako bo tole šlo. Tu se tudi pokaže primer oziroma problema NCAA,
kjer imamo izjemen odliv trenutno. Vse sem vesel za te fante, ne dvomno sem, ampak na koncu pa trpi slovenska košarka za neke 3-4 leta. Bomo videli, kakšni igralci bodo potem pozneje prišli nazaj. Jaz si želim za vse nas, da bodo še boljši, normalno. Ampak če pa bojo, pa je druga zgodba, ne. V glavnem, da ne dolgovezim, Estonija, neprilagodljivi totalno, na fiziko so nas ubili, da tako rečem. Mi smo večkrat slabo odreagirali z timeouti, večkrat nismo odreagirali v obrambi, ne v napadu, ogromno napak, kar se seveda preneslo na tekmo s Švedsko, kjer smo popolnoma zbezljali v določenih trenutkih. Boli predvsem to, da se je zdela tako obramba kot napad popolnoma neorganizirana. Pustimo to, da smo imeli mi situacijo ali dve, ko smo organizirali napad in se je iz tega nekaj naredilo, največkrat iz nekih standardnih situacij ali pa takoj po timeoutu, neke specialke v redu, ampak ko gledamo pa eno celoto, ali Samar ali Joksimović sta driblala žogo in iskala neko rešitev v zadnjih sekundah, kar pa v bistvu ni toliko njuna krivda, kot to, da so se igralci malo gledali, vsak na svoji poziciji, kaj pa bo zdaj. To je zadeva trenerskega štaba tukaj, mislim, po mojem mnenju, no, toliko košarke pa sem vseeno preigral v življenju, je pregledal, da vem, da mora biti vodena reprezentanca strani strokovnega štaba in play pa pač podaljšana roka. Ampak tu neke sinergije ni bilo, no. Pa ne rečem, Žiga je svoje oddelal v določeni meri zelo dobro. Joksimović je pa fant, na katerega pa ne moremo pri 17 letih polagati vso možno odgovornost. Slučajno. Ampak če se zaustavim malo pri Joksimoviću, ki je vsekakor svetla točka te akcije, fant je včeraj dosegal 22 točk, posameznikov v takšnem porazu seveda ne bi želel izpostavljati, ker nima smisla, ker poraz je poraz, kljub temu, da ti nekdo da 50 točk, pa če je to Luka ali kdorkoli drugoj. Ampak Joksimović je pa vendarle star 17 let, dosegel je 22 točk, kljub temu, da tudi na tekmi proti Švedski ni imel nekih blestečih trenutkov v vsakem momentu, ne, je tudi storil kakšno napačno potezo, kar je popolnoma razumljivo za 17-letnega fanta, ki bo še rabil nešteto takšnih tekem, ki je bil verjetno prvič na takšnem nivoju v članski reprezentanci, v članski kategoriji in pa z takšno odgovornostjo. Mislim, da je tole oddelal zelo, zelo dobro. Ti moraš dati 22 točk pri 17 letih za reprezentanco. Na drugi strani ti je bil v obrambi en Larsson, ki igra v NBA-ju, pa dva fanta recimo, ki sta na, kolikor slišim, kar v redu nivoju v NCAA košarki. V glavnem, tukaj je res ena svetla točka pri Joksi, ki po nekaterih napovedih gre v top 5 NBA drafta, če ne še celo več naslednje leto, ne. Ampak ja, to je svetla točka. V glavnem, kot sem dejal prej, popolnoma so nas razbili v nekih obrambnih sistemih. Oni so vršili hiter protinapad po dobljenem skoku. Mi se sploh nismo nepravilno, ne kakovostno vračali v obrambo. Šut nam seveda ni šel. Mogoče bi bilo marsikaj drugače tudi, če bi kakšno trojko več zadeli, seveda dopuščam to možnost, ampak vprašanje, koliko bi to zameglilo sliko nekega občutka, ki je bil čez obe dve tekmi, da smo nekonstantni, da smo neorganizirani in ta zgodba se v bistvu ponavlja. Zdajle hitro je bilo treba narediti, mogoče je kdo rekel, hitro se je bilo treba zbrati, nismo bili popolni, ne, nismo. Pa tudi od druge reprezentance, proti katerim smo igrali, ne da niso bile komplektne, tudi isto oziroma podobno časa so imele kot mi, a so one dlje časa kot mi skupaj, ne vem, ne bi rekel, mi smo na nek način pomladili reprezentanco, drži, z Urbanom Krofličem, z Padjenom, z, ne vem, Habarom in tako naprej, ampak vseeno so to fantje, ki se poznajo od prej, ne vem,
Tudi ostali so imeli svoje težave, tako kot jih imamo mi, ampak so nas lepo zradirali, ne. Ne vem, mogoče sigurno bi bilo vredno premisliti, ali je to prav način oziroma način, ki si ga želimo za naprej. Pustimo stvari, na katere ne moremo vplivati, odliv igralcev v NCAA, seveda ni dobro, pustimo to, da Luke trenutno ni, imamo, kar imamo tudi nekaj poškodb, Strgarja recimo ni bilo, pa mogoče še koga, ampak jaz sem prepričan, da imamo dovolj kvalitete, da bi lahko vsaj eno zmago iz teh 2 tekem iztržili. Kljub razliki na prvi tekmi oziroma drugi. Mogoče celo se je druga zdela mi, da je vendarle Švedska bila kvalitetnejša, predvsem za voljo Pele Larsson. V glavnem je tega NBA-evca, kakorkoli, ki smo ga probali zaustaviti, enostavno pač ni šlo, kvaliteto je pokazal. Spet pa ni ta igralec, nek igralec, ki ga bi lahko primerjal z enim Schröderom ali pa s koga z francoske reprezentance ali pa koga z španske reprezentance. Ni. V redu je, dober je, ampak ni. Plus tega gre za posameznika. Mislim, mi smo ene Švede, Estonce, časi se spreminjajo, ja, vse, ampak načeloma smo jih pojedli za zajtrk, živim v nostalgiji. Ne. Še vedno sem prepričan, da drugače vodene bi tole lahko drugače izgledalo, precej. Bili bi celo v možnosti za zmago. Kot sem prej dejal, verjetno Sekulič ima talent oziroma klik za moštva, ki so izkušena, ki so boljša, ampak ne za toliko manj izkušene in za slabše ekipe oziroma reprezentance, da tako rečem. To je moje mnenje, ne nujno, da je to zdaj nekaj slabega, sploh ne želim biti karkoli žaljiv, niti slučajno do kogarkoli. Povem tako, kot si mislim, in to je to. Ne vem, zakaj bi se od tega back up, bi rekli Američani, pa mi zdaj beseda v slovenščini šla, da bi se nazaj držal, kako bi temu rekel. To je pač moje osebno mnenje. Vsekakor pa to, kaj se v tem trenutku dogaja, ni okej. Zraven tega bi še dodal, kar malo boli, ne. Pri Košarkarski zvezi so seveda računali, da se bo na tekmi pojavil Luka Dončić oziroma obeh kot igralec, seveda, no. To se ni zgodilo. Cene kart so pa takšne, kot so. Razumem, da enkrat, ko ti nastaviš ceno kart, ne moreš spreminjati, to je jasno, ampak malenkost je pa tu požrešnost, potem pride grdo do izraza, ko ga ni in imamo dvorano tako zapolnjeno, kot smo jo žal imeli, ne. Pa dajmo si predstavljati, da Luka vendarle igra. Povprečna družina z, recimo temu, 2 otrokoma, ki imajo možnost mogoče res enkrat ali pa največ 2-krat na leto videti Luko, odštela koliko za ogled tekme? Krepko gremo prek 100 evrov. Ni vsaka družina iz Ljubljane. Ne? Tudi to ni v redu. Res ni v redu. Cene kart niso dostopne. Pustimo, kaj mi primerjamo z kulturnimi dogodki, športne dogodke. Vseeno se da tole precej znižati. Precej. Pa tudi kakšnega gledalca več potem pridobimo. Toliko. Vaša mnenja so dobrodošla spodaj. Ne vem, ne zrem preveč optimistično v naslednji cikel, žal. Bomo videli, če se motim. Vedno upam, da se. Veljam za zelo optimističnega človeka, tokrat pa me tale optimizem malo izginja, da tako rečem. Žal. Do naslednjič, Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta. Za podobne analize in vsebine vabljeni, da se naročite na moj kanal.